Prebivalci otoka Vanuatu na Ambaeju so se začeli vkrcavati na trajekte in trgovska plovila zaradi izbruha vulkana Meneral-Fuji, ki je največji na otoku. Izbruh je onesnažil številne otoške vodne vire, zaradi česar je na tisoče ljudi na otoku ostalo brez pitne vode. Nacionalni urad za obvladovanje nesreč uspešno evakuira prestrašene prebivalce. V Las Vegasu v Nevadi je prišlo do streljanja blizu igralniškega hotela Mandala Bay. Napadalec je ranil več kot 20 ljudi, med njimi so tudi smrtne žrtve. Napad se je zgodil med nastopom pevca Jasona Aldeana. Lasvegaška policija je potrdila, da so strelca ubili. Motiv za napad pa še ni znan. Strelski incident je vplival tudi na potniški promet bližnjega letališča, saj so bili številni leti preusmerjeni in odpovedani. V nedeljo so z nadzorovano eksplozijo in številnimi radovednimi pogledi zrušili stari most, ki je skoraj 80 let povezoval Brooklyn in Queens. Oblasti in prebivalci so si oddahnili, da je vse potekalo brez zapletov, saj so simbolično z rušitvijo starega mostu pokazali nove priložnosti gradnje in napredka tega dela Amerike. Na Kitajskem so razvili in prvič uporabili U-ščitni stroj pri gradnji globoko zakopanih montažnih cevovodnih koridorjev. Tehnologija je avtomatizirala gradnje tunelov in povezovanje cevi v podzemnih projektih. Metoda je varnejša, hitrejša in cenejša kot tradicionalne metode. V skladu z dokumentom, ki spodbuja podzemno gradnjo plinovodnega koridorja, bo do leta 2020 Kitajska zgradila vrsto podzemnih celovitih koridorjev. Skoraj 2 tedna po uničujočem potresu v Mehiki, zaradi katerega je umrlo 326 ljudi in je bilo porušenih 11.000 domov, reševalci še vedno iščejo pogrešane osebe. Reševanje je naporno in posameznikom že primanjkuje moči. Največji reševalni napori so sedaj v romskem predelu Mexico Cityja, kjer ocenjujejo, da je še najmanj 40 ljudi zakopanih pod ruševinami. Uradniki pa so že tožilcem naročili, da naj raziščajo, ali so bile vse zgradbe zgrajene po strogo gradbenih zahtevah, ki so bile uvedene po uničujočem potresu leta 1985. 2 meseca po izginotju Santiaga Maldonada je na tisoče protestnikov odšlo na ulice Buenos Airesa in zahtevalo od vlade, da ga poiščejo. Odpotoval je daleč na jug v Argentino, da bi poročal o izselitvi domorodnih prebivalcev iz področja, ki je v lasti italijanskega podjetja za oblačila Benetton. Varnostne sile naj bi ga aretirale, ker je blokiral cesto. Od takrat naprej ga niso več slišali. Prijatelji in sorodniki apelirajo na vlado, da ga najdejo in varno pripeljejo domov.